Današnja avtomobilnost je 100. po vrsti in seveda se bomo zato ozrli tudi na preteklo delo, na naše preventivno delo, naše pobude, delavnice in na vse teme, ki jasno kažejo, da živimo v dobi, ki zahteva oddajo o mobilnosti, ne zgolj o avtih. Preizkusili smo Mazdo CX-5, se pogovorili s poslovnežem, ki je letalo zamenjal za avto in na svoji limuzini obrnil že skoraj 1 milijon kilometrov. Pozdravljeni v avtomobilnosti. In to ne v katerikoli avtomobilnosti, ampak že v 100. po vrsti. In 100. je pravi trenutek, da pogledamo malo nazaj in se ozremo tudi v prihodnost. V 100 oddajah smo govorili z 419 sogovorniki, vam predstavili in testirali več kot 500 avtomobilov in prevozili nešteto kilometrov. In to na 3 platformah. Televizijski, na internetu, na MMC-ju na zavihku Avtomobilnost in tudi na Valu 202. Na začetku je najbolje, da gremo kar k imenu. Avtomobilnost. Avtomobilnost že samo po sebi ponuja, da gre za avto kot avtomobile in mobilnost kot način prevažanja. Ampak ne gre zgolj za to. Izbira imena pomeni tudi več. Ne samo, da se opade z našo vsebino, ki se ukvarja prvenstveno z avtomobili, ampak tudi z širšim dojemanjem mobilnosti. Ampak tudi z časom, v katerem živimo. Že zgolj v teh prvih 100 oddajah se je videlo, kako hitro se spreminja pogled družbe na sodobno mobilnost. In tako jo gledamo tudi mi. In zato v avtomobilnosti ne gledamo samo mobilnost z avtom, ampak ves spekter mobilnosti, ki lahko posameznika danes zanima in ga mora zanimati. In ne spreminjamo se samo posamezniki, uporabniki mobilnosti, ampak se spreminja tudi celotna avtoindustrija. I think we should all take a second to recognize the significance of this moment, because we're attending the first major auto show in the world that's not just about cars. It's funny for me because you're from automotive industry and you're telling me about this application that will tell me to go on a bike or on a bus, on a metro. Isn't it colliding a bit? No, you don't always need a car, right? And I think in the modern world, sometimes not having a car is a great thing too, right? V naši oddaji so 4 stebri, ki jih skoraj v vsaki oddaji pokrijemo, in to so ekologija, tehnologija, varnost in mobilnost. In vsi 4 so se v vseh teh letih in v vseh oddajah kar korenito spreminjali. Pa začnimo kar z ekologijo. V resnici je tukaj sprememb najmanj. Največ pa se o njih govori. Čas, v katerem živimo, je najlepši dokaz tega, kako v zmedenem času, kar se tiče prihodnosti in načrtovanja mobilnosti v prihodnosti živimo. Še posebej, ko govorimo o vprašanju ekologije.
V naši oddaji smo se velikokrat posvetili tudi vsem obljubam, ki jih poslušamo v zadnjih letih, tako strani proizvajalcev, kot tudi strani države in kako resno jih je treba jemati. Recimo primer elektrifikacije, ki smo na koncu razvozljali, da gre zgolj za, domače rečeno, hibridizacijo flote. Predvsem pa smo v naših oddajah izpostavili po našem mnenju ključno vprašanje današnjega časa. Ne gre samo za to, ali se bomo vozili z pol elektrificirani, z popolnoma elektrificirani, z dizelskimi, bencinskimi, vodikovimi avtomobili. Ključno vprašanje današnjega časa je drugje. Ali bomo razumeli, da prihodnost pomeni prihodnost brez avtomobila in da je ta vmesni čas med danes in prihodnostjo posvečen predvsem temu, da se družba oblikuje na tak način, da avtomobilov ne bo več toliko na cesti. No, sam način, kako bomo postali bolj ekološki in kako bomo ostali mobilni, pa je zelo povezan s tehnologijo. In ko govorimo o tehnologiji, nikakor ne moremo mimo avtonomnih avtomobilov. Naše navdušenje nad avtonomnimi vožnjami, ki smo jih imeli, smo delili tudi z vami. In tudi razmisleke o tem, kako bo to korenito spremenilo naš način uporabe avtomobilov. Do avtonomne vožnje je še kar nekaj časa. Zdaj se nahajamo v nekem sivem obdobju, ko bo nekaj prometnih nesreč, ko bo veliko diskusij o tem, kaj avto zmore in kje moramo biti ljudje še vedno prisotni, in pa seveda kar nekaj denarja, ki ga bodo avtomobilska industrija, firme in pa tudi ljudje porabili za odvetnike, ko se bo šlo za to, ali je kriv avtonomni avto ali voznik. Prav v tem času velikih razmislekov o tem, kakšna bo mobilnost v prihodnosti z avtonomnimi avtomobili, smo mi opozorili na to, da ta vmesni čas bo čas preizkušnje tudi za voznika. Kako zaupati, da bojo tehnološke naprave v resnici vozile tako, da se bomo lahko vmes počili ali opravljali druge opravke? In za ta čas je jasno samo eno, da ni jasno, kako dolgo bo trajal. Vmes pa bomo na preizkušnji predvsem vozniki, celo bolj kot tehnologija. V tem vmesnem času bomo postopoma morali zaupati tehnologiji, da bo vožnjo opravljala namesto nas. Pri tem pa ves čas voziti popolnoma zbrani sami. V tem pogledu si v avtomobilnosti ne želimo samo informirati o tem, kaj vse sodobni avtomobili, ki so že danes na voljo, omogočajo, ampak tudi omogočiti izkušnjo za vas. Tako smo ob oživitvi slovenskega avtomobilskega salona v avtomobilnosti prepoznali priložnost za pripravo tehnološkega paviljona. V njem smo vam na enem mestu ponudili razstavo vseh tehnologij, ki jih mora kupec poznati, ko se loti izbire novega avtomobila. Nepristransko in neodvisno smo informirali o sodobnih varnostnih napravah, ekološki mobilnosti, opremi avtonomnih avtomobilov, kriterijih udobja, pa tudi o realnih stroških lastništva. Nasvetov pa nismo delili zgolj z obiskovalci avtosalona, ampak smo tehnološki paviljon izkoristili, da spregovorimo s strokovnjaki z izpostavljenih področij. Vse te pogovore pa v živo prenašali prek MMC-ja. Tehnološki paviljon je nekaj posebnega, tako kot je poseben tudi slovenski avtomobilski salon. Je pa avtomobilnost znana oziroma naša stalnica je tudi, da se radi podružimo z vami na naših dogodkih, ki jih seveda prej objavimo tudi na našem zavihku Avtomobilnost na spletni strani MMC, kjer se lahko prijavite. In to skozi varnost, tudi driftanje v letošnji sezoni, vožnji družin in pa delavnicah na snegu. Prometno varnost obravnavamo iz zelo različnih vidikov, a pri vsaki od izbranih in obravnavanih vsebin vedno iščemo isto – dodano vrednost. Prav pri varnosti pa to nikakor ni enostavno, saj pravila varne vožnje poznamo vsi. Ključno vprašanje je tako predvsem to, zakaj jih ne upoštevamo. Zato se na vse pretege trudimo najti drugačne načine in nove poti, s katerimi bi v voznikih vzbudili trenutek pozornosti, v katerem bi se spomnili, da vse, kar vemo o varnosti, v spomin ni spravljeno samo zato, da polni možganske shrambene kapacitete, ampak zato, da to znanje tudi uporabimo. Spodbude k temu pogosto najdemo na področjih, o katerih se ne govori pogosto, ter seveda, to je naš zaščitni znak ob druženju z vami.
Z našimi druženji smo vam hoteli približati ne samo oblike bolj varne vožnje, tudi bolj dinamične vožnje, ampak tudi tehnologijo, ki je na voljo. Druženje z vami pa je za nas zelo pomembno. Saj od vas dobimo najbolj neposredne vtise o tem, kaj vam pomeni nova tehnologija in kako jo uporabljate. Vsi, ki ste se že udeležili naših delavnic in vsi tisti, ki se jih še boste, postanete naši ambasadorji varne vožnje. Svojo osebno izkušnjo, ki ste jo pridobili na delavnici, nam pomagate te spodbude k varni vožnji in bolj etični vožnji v pristni osebni izkušnji prenesti v kar najširši krog voznic in voznikov pred TV zasloni. V teh 100 oddajah pa smo zelo ponosni tudi na naše pobude. Predvsem na tisto, ko smo se lotili preiskave, kako se naši oziroma tudi vaši otroci vozijo širom Slovenije v šole. Ugotovili smo, da kombi oziroma prevozi niso takšni, kot bi morali biti in da bi bilo za varnost potrebno bolje poskrbeti. Tu smo se aktivirali sami in obiskali 36 šol ter podelili 200 jahačev. Za to pobudo smo za otroke pripravili prav posebno prometno igro, v kateri smo jim na drugačen način predstavili pomen in potrebo po pravilnem pripenjanju z varnostnim pasom. V naši pobudi Osnovna šola varne vožnje pa na pomen varnosti nismo spomnili samo otrok, ampak tudi njihove učitelje. Ko govorijo o prometni varnosti med šolsko uro, je pomembno, da se to, kar govorijo, izvaja v praksi tudi takrat, ko šole ni več. Prav v tem je največji problem varnih prevozov v šoli. V nadaljevanju oddaje spoznajte direktorja, ki zaradi slabe izkušnje z letali Evropske avtoceste pozna kot lasten žep. V svojih 3 limuzinah na leto prebije okrog 3 mesece. Preizkusili smo novo generacijo najbolj prodajane Mazde, v novicah pa omenimo motocikel, ki je kar brez voznika prehitel Rosija. Ste ob teh prvih kadrih pomislili, wow, to je pa lepo. No, lahko ste pomirjeni, očitno imate čut za lepoto. Kajti, čeprav je lepota subjektivna, pa smo si ljudje kar enotni glede osnovnih pravil estetike. In Mazda CX-5 je, objektivno gledano, lep avtomobil. Skrivnost njene lepote je v tem, da na njej ni ničesar preveč. Vsaka linija ima svojo funkcijo, nobenih nepotrebnih baročnih okraskov ni, ki bi jih lahko kdo proglasil za kič. In kot je v našo kamero pojasnil glavni dizajner Anglež Kevin Rice, je lepota globalna, ljudje po celem svetu glede lepega menijo enako. Predvsem pa je lepota tudi trajna. To pa ima tudi zelo konkretne učinke pri prodaji rabljenega avtomobila. Enako nas je CX-5 navdušil v kabini, sploh v tej prestižni svetli kombinaciji. Položaj za volanom je dober, zadnja klop nudi precej udobja, tudi ko se morajo na njej peljati trije. In vsakič se navdušimo, s kako preprosto rešitvijo se dviga polica pri odpiranju prtljažnika. Hvalimo berljivost projekcije hitrosti in navigacije na retrobransko steklo. Na sredinski konzoli pa je ta Mazda še zelo drugačna od konkurence. Njen velik zaslon namreč ni občutljiv na dotik. To bo nekaterim zelo všeč, drugim pa malo manj. Nas pa je bolj zmotilo, da ne ponuja priključitve CarPlaya. Naš asistent v telefonu naš glas namreč že veliko bolje pozna kot pa teta v masti. Zelo dobro pa nam avto asistira, ko ga zapustimo. Zaklene se namreč sam. Hvalimo delovanje aktivnega tempomata, ki zavira do ustavitve in samodejno speljuje. Kar pa se voznih lastnosti tiče, nas je zaradi naših izkušenj z Mazdami 3, 6 in CX-3 nekoliko presenetilo, da je CX-5 tako izrazito udoben, oziroma bolj udoben kot dinamičen. Pri hitrem ovinkarjenju sedeži recimo ponujajo malo bočnega oprijema in avto je treba kar nekoliko prisiliti, da gre v ovine.
A ne razumite nas narobe, vožnja s CX-5 je zelo prijetna, sploh na avtocesti. A ne smemo prezreti dejstva, da pri marsikaterem konkurentu dobiš na voljo izbiro značaja, torej poleg udobja tudi dinamiko. Prvi vtise s tem malim Seatovim SUV-em nabiramo po okolici Barcelone ravno v času, ko v tej pokrajini potekajo revolucionarni politični premiki. In glede na to, da je mnogo velikih podjetij napovedalo, da bo svoje sedeže premaknilo v druga španska mesta, druga evropska mesta, smo tudi Seat vprašali, je španski ali katalonski. In odgovor je bil neuraden, a vendar zato toliko bolj iskren, da je nemški. A naj bo nemško poreklo pravzaprav precej pozitivno dejstvo, pa je uraden odgovor zaposlenih z dovoljenjem za pogovor z novinarji seveda poudaril še drugo. We are belonging to the Volkswagen Group, but I can make you sure that the basic decisions also about the products and how the products does look, to which prices it launched, in which markets it launched. It's a question of the SEAT people, of the SEAT management, to define that. So we have a big range of values, of functionalities where we can decide on its our own. So we are an autonomous child in this big group of the Volkswagen Group. Therefore, our key success formula is combining different wordings which are also representing this Mediterranean style. It's a combination of design and functionality. It's a combination of affordability, so value for money, and quality, without any restrictions in quality. It's a combination between dynamism and comfort. In te besede so se na naši prvi vožnji po vrhunskih ovinkih Talamanke resnično pokazale v praksi. Arona je namreč za volanom tako zelo lahkotna. Vozne lastnosti resnično presegajo pričakovanja voznika, ki si je Arono omislil, ker je mestno majhna, a v praksi uporabno prostorna. In to celo z dizelskim motorjem, čeprav vam topleje priporočamo litrskega trivaljnika v kombinaciji s samodejnim menjalnikom, ki je lahko prav varčen. Celo ob dinamični vožnji je porabil manj kot 6 litrov na 100 km. Morda je nekoliko presenetljivo to, da Arona ni samo še en koncernski klon, naprimer Volkswagena T-Rocka ali pa Audija Q2, ki nekako nastopa to podobnem segmentu. Ne, tako kot je Ibiza bila prvi novodobni koncernski malček, je tudi Arona prvi koncernski SUV z najmanjšo platformo. We are one of the basic users of the A0 platform. As in this segment, we are one of the strongest users in the group. This is also a platform with which we can locate here in Spain very well. So the Ibiza and the Arona are running in the same plant over the same lines. So this is also for us an efficiency in the production, and this means also value for money for our clients. In the Volkswagen Group, of course, you have different platforms, but there is also the module strategy of the Volkswagen Group. So it's not always to say platform A, platform B, platform C, different parts. So this is the modular strategy. Therefore it's called MQB, modularer Querbaukasten. A smo tudi v času, ko se Volkswagenovi sindikati pritožujejo čez škodo, na kar se je predsednik koncerna Matthias Miller odzval z obljubo, da bodo znamke odslej bolj vsaka svoja. Vprašali smo torej, kakšen bo Seat v prihodnosti. Bo to Volkswagenova nizkocenovna znamka? No, we are not a Volkswagen budget filial. So Seat is Seat, and it's a Mediterranean lifestyle, it's design. It's a combination of design and functionality, technology, and we are bringing that on the street. We are clearly differentiating our designs to a young-minded, stylish Mediterranean style, and I think this is an additional value which you can get especially from the Seat brand. Kaj pa novi Seati v bližnji prihodnosti? In the next year we will have also the large SUV, where we are right now defining our name. Vsa 4 imena pa seveda, tako kot imena vseh Seatov, najdemo na zemljevidu Španije. Where is Arona? This is a nice small town in a nice island in the Canarian Islands. And as I know also, as our president is also from Italy, Arona is also a nice city in Italy. Poročilo o tem, kaj se dogaja na zavihku avtomobilnost na portalu MMC, nadaljujemo s Seatovo tematiko. To znamko so namreč zajela ugibanja, ali bo ostala v Barceloni,
In ne gre zgolj za špekulacije. V Wolfsburgu o tem resno razpravljajo. Med korporativnimi novicami je močno odmevala tudi ta, da General Motors močno pridobiva svojo vrednost na borzi. Prodaja Opla mu je očitno dobro dela. A tudi PSA je z nakupom pridobil. Za njim je prvo četrtletje z rastjo prodaje v Evropi. Osmoljenec v obeh novicah pa je Opel, ki gre še bolj navzdol. Težave spremljajo tudi Teslo. Obljube o revolucionarnem modelu 3 so bile očitno nerealne. Avtov še ne vozijo k kupcem, kar se kaže v več kot pol-milijardni izgubi. Renault zapušča Formulo E oziroma v njej ostaja z Nissanom. Električna F1 pa menda mika tudi Ferrari. Na slovenske ceste je zapeljalo nekaj zanimivih novih avtomobilov. Recimo Honda Civic Type R. Zverina ima po novem turbomotor. Pripeljala se je tudi Hyundaiova Kona, avto, za katerega lahko pričakujemo, da bo eden najbolj prodajanih Hyundaiev, če drugega ne, vsaj eden najbolj atraktivnih. Atraktivnost lahko pripišemo tudi Citroenovem malemu Aircrossu. V skladu s trendi je tudi ta eden največjih upov za to znamko. Tudi po zaslugi podobnosti s kaktusom, tega so nedavno prenovili in hkrati s to prenovo ukinili prodajo klasika modela C4. Seveda tudi ta teden ne moremo mimo novičk na temo samovozečih vozil. Tokrat poročamo, da bodo majhno nemško letališče Versfeld letošnjo zimo plužili samovozeči tovornjaki. Poštar DHL bo svoje pošiljke raznašal z roboti z nosilnostjo 150 kg. In tu je Yamaha, ki pravi, da je samovozeči motocikel že tako dovršen, da zmore na pisti prehiteti celo slavnega Rossija. Ja, tako je, berejo se kilometri, ne? In če bi takole čez palc preračunal, ne, je to približno 3 mesece na leto preživim v avtu. Vaši trije lepotci tule zadaj, čeprav ima samo en vzdevek telep, bodo kmalu skupaj nabrali 2 milijona kilometrov. Zdaj, kako to človeku uspe? 2 milijona je za marsikoga, tudi zame, pa se veliko vozim, nepredstavljivo. Pravzaprav ni tako težko, ne. Prvi pogoj je ta, da se bojim aviona, ne, in vse poslovne poti, ki jih upravim z avtom, ne. Sem včasih potoval z letali, ne, ampak ja, imam neko negativno izkušnjo in takrat naprej ne grem več v zrak. Ste rekli, ne bom se več vozil? Rečem, zrak je za ptiče, ne, pa v redu. Zame je pa avtomobil. Tako. Vem za eno anekdoto, da ko ste kupili avto, so na servisu rekli, se vidimo, ko boste obrnili 15 000 kilometrov. In vi ste avto pripeljali potem nazaj, kdaj? Ja, prej kot 2 tedni. Ja, to je bila ena taka slučajnost, je bila ena pot iz Ljubljane na Portugalsko, pa od tam v Skandinavijo, pa nazaj, ne. Pa je rekel moj star Felix, ne, ja, a je kaj narobe bilo, ne. Rekel, nič, samo kilometri so spet. Vas še vedno poslovni partnerji čakajo na letališču, misleč, da pridete tja in ne kar direktno na njihovo parkirišče? Tudi na Finskem, Portugalskem. Zdaj že vejo, da se bom pa Kje so se največkrat pripeljal, ne. Kje so vas največkrat čakali na letališču? Ja, to se je ravno v Skandinaviji zgodilo, ne. Ker nekako niso dojeli, da bi se kdo iz Ljubljane v Helsinke pripeljal z avtom, ne. Še ena anekdota iz servisnega centra, ne. Bojda, ko ste nekoč pripeljali avto na servis, ste potrebovali nadomestnega, da greste, takrat ste rekli, da greste na službeno pot na Portugalsko, če se prav spomnim. Ja, ja. In oni so rekli, rabi avto do letališča, ne. Nihče ni pomislil, da se boste dejansko peljali na Portugalsko. Ja. Tisti, ki je organiziral nadomesten avto, je bil še nov, pa me ni poznal, ne, tako da. Ja. In potem ste 3 dni kasneje prišli ne samo z Portugalske, ampak ste skočili še na Nizozemsko. Ja, sem imel novink čez Amsterdam, ja, tako da je potem
odgovorni malo debelo pogledal na števce, ampak ne. Ko je bilo 3 dni kasneje, 7000 kilometrov. Tako ja, hitro grejo kilometri, ne, ko si na cesti. Ja, hitro se ne berejo, ne, seveda. Za vsako delo, ki ga človek opravlja, potrebuje orodje, ne, in če je orodje dobro, potem je tudi delo dobro opravljeno. V prihodnjih avtomobilnostih nas čaka še zelo veliko zanimivih vsebin in sogovornikov. 419 je bilo sogovornikov v 100 oddajah avtomobilnosti. Žal pa ne moremo prešteti vseh vas, dragi gledalci in gledalke, koliko vas je spremljalo našo oddajo in pri oddajah tudi aktivno sodelovalo na vseh naših platformah. Pri tem izpostavljamo portal MMC. Na njem aktivno sodelujete in zato smo vam hvaležni. Vaše pripombe, ideje in zamisli pa pogosto vplivajo na vsebino, ki jo pripravljamo v avtomobilnosti. Ker naši sogovorniki, s katerimi se v naših oddajah pogovarjamo, na MMC-ju dobijo več možnosti za to, da še bolj podrobno predstavijo svoje zamisli in ideje. Kot tudi na portalu YouTube, kjer lahko daljše pogovore z našimi sogovorniki pogledate v celoti. Da ne pozabim, vsak torek na avtomobilsko-prometnih novicah lahko Andreja poslušate tudi z Janezom Martinčičem, kako govorita o samem prometu na valu 202. In radio, televizija ter internet, mislim, da so kombinacija, kjer avtomobilnost raste in ustvarja ter bo ustvarjala še v prihodnjih oddajah. Zato bodite z nami tudi naprej in se kmalu spet vidimo.